Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Življenje se vse bolj draži, cene življenjskih potrebščin kar rastejo in rastejo. Novembra so statistiki izmerili 4,6% letno inflacijo, kar je največ v zadnjem desetletju. Ali se bo inflacija še krepila? Do kam gre lahko? Denimo sredi leta 2008 smo imeli skoraj 7% letno inflacijo. Kaj smo s prihranki oziroma naložbami počeli takrat? Kaj storiti s portfeljem danes? Kako ga zaščititi pred povišano inflacijo? Katere naložbe so potencialno zanimive v okolju povišane inflacije? O tem se bom pogovarjala z Bojanom Ivancem, ki je glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije in smo ga že gostili na to temo, in kolegom Matejem Šimnicem, ki je direktor področja analiz pri Capital Genetics. Zdravo obema. Živijo, Marja. Pozdravljena, živijo. Bojan, greva kar midva začeti, ko sva se nazadnje pogovarjala v MoneyHow o inflaciji. To je bilo sredi poletja, junija je bila takrat inflacija 2,5 odstotne točke nižja kot je danes. Zdaj smo novembra, izmerili smo 4,6 oziroma decembra, ampak za novembra smo pa izmerili 4,6 odstotno inflacijo. Torej od poletja dalje se inflacija krepi, še zlasti v zadnjih mesecih. Poleti smo nekako bili mnenja, da gre za začasno oziroma prehodno inflacijo. Kakšno je pa mnenje tvoje danes? Moram biti čisto iskren sam do sebe, pa tudi do vseh vas, da ta dvig cen v novembru, deloma oktobru, predvsem novembru, je presenetil tudi nas. Tako da, kot si sama povedala, cene življenjskih potrebščin so bile novembra medletno višje za 4,6%. Pogovarjali smo se tudi zadnjič, da v bistvu obstaja več različne načini merjenja inflacije. A gledamo cene glede na isti mesec lani, a gledamo povprečje cen v letošnjem letu, gledamo povprečje mesecev v prejšnjem letu ali gledamo 12-mesečno inflacijo. Potem sem tudi omenil, da je zelo pomembno, glede na to, da smo imeli lansko leto padec cen, da upoštevamo tudi to, torej tudi zaradi tega je v bistvu gibanje cen nekoliko više, kot bi običajno bilo. Ampak če pogledamo, recimo, če ostanemo zopet pri tej letni inflaciji, pogledamo november 2021, glede november lani, res ugotovimo, da približno 40% k dvigu cen so nekako prispevale podražitve naftnih derivatov. In recimo konkretno v potrošniški košarici naftni derivati predstavljajo zgolj nekje okoli 3,5–3,6% potrošniške košarice, vendar zaradi seveda samega dviga cen je to imelo zelo velik vpliv na končno inflacijo. Ampak kar je v bistvu presenetilo potem, kaj je k letni rasti tudi zelo veliko prispevalo, recimo konkretno za 0,4 odstotne točke je bila letna inflacija višja, ker je bila dražja toplotna energija. Tukaj konkretno je predvsem bilo to posledica dviga cen pri energetiki v Ljubljani. Potem tudi dvig cen avtomobilov, recimo še junija se cene avtomobilov niso spremenile glede na junija lani. Recimo konkretno v novembru so pa bile že približno za 7% više, kot so bile lani, in sicer tako novih kot rabljenih. Tako da tukaj v bistvu se je trend kar precej spremenil. Tudi storitev v restavraciji in v hotelih, verjetno posledica tudi unovčevanja vavčerjev, so bile dražje, nekje za 6%. Oblačila in obutev se je podražila, ki je recimo lansko leto tudi upadala. Kar je pa zanimivo, pa verjetno proti pričakovanju večine ljudi, da pa same cene hrane v bistvu niso bile bistveno više, kot so bile lani, kar je pa zanimivo posledica tudi tega, da so pa lani v bistvu cene hrane in brezalkoholnih pijač v bistvu pri nas celo nekoliko bolj poraste kot v drugih državah, ker je bilo rahlo nenavadno, zaradi tega pa v bistvu letos na tem segmentu pa cene niso potem tako dinamične. Ampak zopet, če razbijemo to inflacijo recimo mogoče na blago pa na storitve, praktično na storitvah rast cen niti ni bila tako močna, znašala je na medletni ravni pri 1,5%, tako da predvsem blago je tisto, ki se draži, približno 6% je bilo medletno dražje, posledica pa seveda je to, da zaradi epidemije potrošniki v manjši meri koristimo storitve, v večji meri blago, ker se nekako z podobnim pogledom sooča celotno človeštvo, je torej pritisk na proizvodnjo zelo močan. Prenesel se je potem tudi na surovine, konkretno tudi na zadnje v električno energijo in v plin. In jaz bi rekel, da predvsem električna energija in plin sta tisti game changer, ki sta nekako v novembru
dvignila inflacijo, pa menim, da bosta potem vplivala na dvig cen tudi v naslednjih 2-3 mesecih, ko bodo dejansko tudi dobavitelji teh dveh energentov počasi dvigovali cene za gospodinjstva. Zanimivo. Dobro, imamo povišeno inflacijo v Sloveniji, tudi v Evropi se s tem ukvarjajo, tudi v ZDA se ukvarjajo s povišeno inflacijo. Pa dajmo se najprej ustaviti pri Fedu, se pravi novi stari mož ameriške centralne banke. Powell je na zadnjem zasedanju izpustil besedo transitory, torej prehodna inflacija. V Ameriki je bila letna inflacija v oktobru 6,2% in je najvišja od novembra leta 1990. Očitno bo ta povišena inflacija z nami še nekaj časa. Powell je celo napovedal dvig obrestnih mer že v začetku leta 2022. Zaskrbljenost nad inflacijo pa je izrazil tudi borzni maček Warren Buffett, ki pravi, da je inflacija red hot. Kaj to pomeni zdaj, Matej, za borze? Ja, borze so predvsem v strahu, da bo Fed pač začel prilagajati svojo politiko tem inflacijskim pritiskom, kar pomeni dejansko v praksi višanje obrestnih mer. Zdaj, vlagatelji se tega nasplošno zelo bojimo. Je pa dejstvo, da je običajno ta strah na borzi prisoten predvsem v začetku, ko se o tem govori, ko začne pač centralna banka višati obrestno mero. Kasneje pa fokus vlagateljev bolj na to, kako se gospodarstvo odziva. To se pravi, kakšna je zaposlenost, kakšna je gospodarska rast in če so zadeve stabilne, lahko vidimo naraščajoč borzni trg tudi v obdobju višanja obrestnih mer. Je pa vedno težava potem, kako se, to se pravi, kdaj se gospodarstvo začne odzivati na te pritiske oziroma na višje stroške denarja. To je pa običajno bolj ob koncu tega cikla višanja. Zdaj, kdaj do tega pride, je težko reči. Je pa tudi lahko mogoče ta strah vlagateljev izhaja tudi iz lekcije iz 70-ih let, ko je inflacija podivjala in je Fed takrat za vsako ceno pač višal obrestno mero. To pa so recimo razmere, ko prihaja do višanja obrestnih mer, gospodarstvo ne beleži rasti, to je pa negativno za gospodarstvo in pa jasno tudi za borzo, če do takega okolja pride. Dotaknemo se še Evrope. V Evropi je popolnoma drugačna situacija. Novembrska inflacija v evroobmočju se je povzpela na 4,9%. Toda prva dama Evropske centralne banke, Christine Lagarde, miri in napoveduje upad inflacije v letu 2022. Za zdaj tudi še ne govori o dvigu obrestnih mer v letu 2022. Pri nemški reviji Bild so celo Lagardovo poimenovali madam inflacije, češ da je z toleriranjem višje inflacije v bistvu uničuje zaslužke in prihranke navadnih ljudi. Bojan, ali ima ta gospa vse pod nadzorom? Jaz bi tako rekel, ECB dejansko zaposluje zelo veliko strokovnjakov na tem področju, ampak tudi te strokovnjaki seveda imajo težavo, namreč ocene prihodnosti so precej otežene, sploh ko pač govorimo o šoku, s katerim se gospodarstvo trenutno sooča. Ta šok je sicer pozitiven, torej z vidika močne konjunkture, z vidika visokega povpraševanja in posledično moramo biti pošteni, inflacija je prisotna po celem svetu in pa dosti večji je to izziv za trge v razvoju. Samo poglejmo recimo primer Turčije, ali pa niti ni treba tako daleč. Poglejmo tudi primere v višegrajskih državah, recimo oziroma državah vzhodne, srednje Evrope. Tam so cenovna gibanja dosti višja kot pri nas. Tako da zelo močna je ločnica, če pogledamo Eurostatove podatke med tem, ali je država v območju evra, kjer so vseeno gibanja cenovna nekoliko bolj umirjena, ali pa je v drugih valutnih območjih. Tako da z tega vidika bi jaz rekel, da se mi nekako soočamo še z relativno minimi inflacijskimi pritiski glede na ostale države in sploh tudi v drugih državah, kaj je recimo problem v državah v razvoju, predvsem višje cene hrane. Medtem pa konkretno je pa to pri nas vsaj v letošnjem letu
v bistvu dosti manjši izziv, kot je drugje. Vseeno recimo za hrano še vedno gospodinjstva namenimo glavnino svojega proračuna oziroma največji delež temu namenimo, približno 15-16%, tako da to ni nepomembno. Tudi percepcija gospodinjstva glede tega je seveda zelo pomembna. Hkrati vemo, vsak ima v nas svojo individualno inflacijo in pač gospodinjstva, kjer so pač povprečni prihodki relativno nižji, seveda imajo delež izdatkov za prehrano dosti višji kot premožnejše gospodinjstva. Tako da tudi te zadeve so dejansko pomembne tudi za vse politike, tako da ni bilo nekako nobeno presenečenje, da je Evropska komisija tudi državam omogočila, da države dejansko sprejmejo določene ukrepe v pomoč energetsko revnim gospodinjstvom, da jim nekako priskoči na pomoč vsaj za nekaj mesecev v tem obdobju, ko pač se bodo gospodinjstva soočila z večjimi položnicami. Ker je pa zanimivost tukaj, pa bi rad dejansko delil z vami, je pa to, da v bistvu energetski trg, veste, ni povsem enako, ne deluje v vseh evropskih državah. Torej, v določenih državah so se tržne cene energentov nekako zelo hitro prilagodile in zelo hitro vplivale na dvig cen pri gospodinjstvih. V določenih državah, konkretno v Srednji Evropi govorim, so pa te premiki nekoliko počasnejši. Tako da z tega vidika moramo vedeti, da so v določenih državah v bistvu ta gibanja bila že nekako realizirana v višji inflaciji, nekje pa bodo še nekoliko kasneje. Ampak kar bi rad povedal, je še vedno to, pač uvozne cene še vedno naraščajo, predvsem je to posledica visokih cen surovin, tudi energentov, glede na to, da je pač Evropa neto uvoznik surovin, seveda v bistvu to pomeni kot nek davek, zmanjšuje pač potencialno gospodarsko rast, vendar še vedno, kot sami vemo, v Evropi zelo veliko blaga, ki ga izvažamo potem izven Evrope, pomeni seveda blago z visoko dodano vrednostjo, tako da seveda ta dvig cen surovin in energentov nima ključnega pomena za gibanje končnih cen. In tudi če pogledamo recimo gibanje cen, ali je to recimo vmesno blago, kot recimo pretežni del slovenskega izvoza je vmesno blago, tam so cenovna gibanja nekoliko višja, ker je ta dodana vrednost pri izdelku nekoliko manjša. Če pa gledamo recimo končni izdelek, recimo izvoz vozila, ki je sestavljen oziroma narejen v Nemčiji, v bistvu končni vpliv samih cen surovin, energentov, pa tudi pomanjkanja čipov, recimo temu, relativno omejena. Tako da na potrošniškem blagu seveda se čutijo tudi te pritiski, vendar so dosti bolj zmerni, kot so drugje po verigi. Hkrati pa se moramo vseeno zavedati, da določeni premiki v bistvu nastanejo nekoliko kasneje. Recimo, če smo čisto konkretni, verjetno se je proizvodna cena vozila v zadnjem letu res povišala, bodo pa potrošniki verjetno to občutili, oziroma tudi statistika šele takrat, ko bo vozilo dejansko dobavljeno kupcu in bo dejansko takrat statistika dobro zaznala, za koliko se je v bistvu proizvodna cena vozila spremenila. Hkrati bi pa še eno stvar zanimivo povedal. Jaz bi rekel, vseeno, veste, ko imamo mi močno konjunkturo, kot imamo sedaj, imajo poslovni subjekti iniciativo, ta je tako vedno obstaja, ampak hkrati tudi možnost, da pač izkoristijo tudi to obdobje, da povišajo svoje marže. Tako da tukaj bi jaz rekel, da določena podjetja, kjer je mogoče konkurenca manjša, kjer je konkurenca manjša tudi mogoče zaradi tega, ker so proizvodi diferencirani. Recimo, vsi vemo, v avtomobilski industriji velik del kupcev je precej zvestih blagovnih znamk. In tukaj v bistvu imajo tudi te proizvajalci kar neko cenovno moč in jaz sem prepričan, da bodo pač pri določenih modelih seveda uporabili to cenovno moč sebi v prid in si pač dvignili marže. Tako da bi rekel, da sama inflacija ni dejansko samo posledica dviga cen surovin, ampak lahko dobimo tudi ta efekt dviga marž. Bi pa rekel, da ECB, če bo dejansko spremenila svoj pogled v prihodnjih mesecih, bo verjetno to predvsem posledica tega, če bo videla, da v bistvu plače naraščajo hitreje kot sedaj. Torej, vsaj trenutno gledano, videl sem v bistvu podatke o Franciji in Nemčiji, so dejansko pri kolektivnih pogajanjih relativno previdni, torej nekako ni pričakovati zelo visokega dviga plač v teh treh državah, ampak če bi dejansko vse to spremenilo v naslednjih 3 do 4 mesecih, bi pa to verjetno vseeno vodilo v spremembo stališča ECB-ja in bi najmanj, kar je verjetno pomenilo zmanjšanje odkupe obveznic, morda kasneje tudi nekako naznanitev počasnega dviga obrestnih mer. Matej, kaj pa to pomeni za evropsko borzo? Ja, v bistvu
Na koncu je tako pri inflaciji, oziroma to, kar se trenutno dogaja z rastjo surovin in tako naprej, smo dejansko vsi na istem čovnu. In Američani, in Evropejci, in trgi v razvoju. Praktično so povsod se vidijo naraščajoče cene, kar za Evropsko borzo oziroma za ECB nas pomeni, da dejansko mora spremljati, kaj bodo delale vse ostale centralne banke. Recimo, če pride do nekega zaostanka za Fedom, recimo pri višanju obrestnih mer, se lahko zgodi, da bo vrednost evra napram dolarju upadla. To je pa dejansko pomeni, da bodo vsi dolarski izdelki za nas dražji, kar je dodaten inflacijski pritisk. Tako da najverjetneje bo ECB v bistvu stopal za vsemi ostalimi centralnimi bankami. Posledično bo pa tudi evropsko gospodarstvo pač čist odraz tega, kaj se bo z vsem globalnim gospodarstvom dogajalo. Bojan, na kakšno inflacijo pa zdaj centralne banke sploh ciljajo? Zdaj, imeli smo v preteklosti, ko so rekli 2%, kaj pa zdaj, kam gremo? Torej, če govorimo vsaj za ECB vztraja nekje pri srednjeročni 2% inflaciji, ampak sem skoraj prepričan, da tudi v naslednjem letu, da bodo cenovna gibanja še kar visoka, medletna inflacija verjetno se bo v drugi polovici leta zmanjševala. V prvih 2 mesecih bi pa lahko bila še celo višja, kot je bila zdaj novembra. Zakaj? Torej, tudi lansko leto, decembra, januarja so cene v bistvu še nekoliko upadale. Cene energentov bodo šle mogoče nekoliko navzgor, tako da bo verjetno ta inflacijska debata z nami še prisotna. Seveda tudi ECB pozorno spremlja tudi medije, predvsem gleda tudi inflacijska anketna pričakovanja, tako da tudi te stvari nekako upošteva pri svojih ocenah. Zelo veliko pomena pa daje tudi v bistvu anketam profesionalnih napovedovalcev inflacije, torej četrtletno izvaja analizo in nekako tudi te profesionalni napovedovalci so dvignili svoje ocene o inflaciji. Zadnji podatek, torej zadnje zasedanje, bilo sicer takrat, mislim, da oktobra, takrat so ocenili, da naj bi se septembra naslednje leto medletna inflacija v območju evra padla na 1,7%. Zdaj, če bi verjetno danes te strokovnjaki zasedali, sem prepričan, da bi verjetno dvignili oceno nekje na 2%, sem skoraj prepričan. Kajti pri ostalih anketah, ki so bolj pogoste, recimo na konsenzusu, sem to že videl, da pri številnih državah se je v zadnjem mesecu, sploh po novembrsko visoki inflaciji, so se dejansko ocene kar močno spremenile oziroma povišale vsaj za naslednje leto. Dolgoročna inflacija, torej če govorimo o gibanju cen po letu 2026, je pa nekje pri 1,9%. Tako da moramo res vedeti, da dejansko brezposelnost je relativno nizka v območju evra, če govorimo o Sloveniji, seveda še toliko bolj. Jaz mislim, da vsaj z mojega vidika mislim, da je čas, da bi dejansko monetarna politika se nekako soočala s to novo realnostjo in bi nekako določene ukrepe seveda poskušala umakniti. Vseeno pa seveda neke zelo hitrih potez menim vseeno, da ECB ne bo ubrala, da bo verjetno nekoliko zamujala za Fedom, dvomim pa seveda, da bo ubrala drugačno smer, kot jo bo ubral Fed. Kaj pa ti, Matej, misliš o tem? Mogoče bi lahko ECB malo šokirala trg. Ja, jaz mislim, da bo bolj kot ne bodo ta manjša prilagajanja, ker dejansko centralne banke zaenkrat se mi zdi, da še nimajo tega pravega občutka, ali bo inflacija podivjala ali ne. V primeru pa, da do tega pride, da pride do kakšnih večjih inflatornih pritiskov, sploh hiperinflacije, so pa centralne banke običajno presenečajo trg. To se pravi, vedno šokirajo, ker samo na ta način se doseže nek hiter učinek, da se zgodijo hitre spremembe. Zdaj, jaz ne verjamem, da bo prišlo do hiperinflacije, ampak recimo vidimo, kako se recimo odzivajo, oziroma so se odzivale centralne banke v Turčiji, pa v Rusiji med zadnjim padcem
nafte nekaj let nazaj. V bistvu gre za zelo hitre dvige, zato da se poskuša inflacijo umiriti in pač v teh primerih tudi gre za obrambo tečaja, ampak taka je v bistvu narava centralnih bank, ko gre za neke želje, da se hitro doseže cilj. Ampak zaenkrat te nevarnosti se mi zdi, da še ni in bodo te premiki počasnejši. Zdaj govorimo v zadnjih mesecih predvsej o tem, kako imamo povišeno inflacijo, ampak če pa pogledamo graf letne inflacije za malce daljše časovno obdobje, pa vidimo, da smo imeli v Sloveniji 3 inflacijske vrhove, in sicer v letu 2021, 2008 in tudi letos 2021. Zdaj, če preračunamo na povprečje, v 20 letih je bila inflacija v 20 letih 2,6%, povprečna letna inflacija, če pogledamo 10-letno obdobje, pa le 1,1%. Kaj nam v bistvu zdaj te številke povedo, ko pogledamo malce daljši horizont? Je odgovoril lahko jaz, Marja? Ja, seveda, kar. Torej, dejansko moramo vedeti, vsaj 2007-2008, to je bilo pač konjunkturni cikel, vrhunec, zelo veliko evropskih sredstev. Slovenija je sprejela evro 1. januarja 2007. Pričakovanja so bila visoka, tako da je bil dejansko splet okoliščin tisti, ki je vplival, da so pač cene pri nas precej porasle. Konkretno sem si pogledal, povprečna sprememba cen v letu 2007 je bila pri 3,6%, v letu 2008 nekje pri 5,7%. Mislim, da je bilo mogoče res v kakšnem mesecu medletno tudi približno 7%, ampak vseeno v bistvu ta gibanja cen niti niso bila tako nekako zelo visoka, so bila pa takrat vseeno presenetljiva. Vseeno so ljudje pač pričakovali za evro neko cenovno stabilnost, vseeno pa je to takrat nekako sovpadalo, bi rekel, z vrhom poslovnega cikla. Takrat je bila tudi nizka brezposelnost, mislim, da je bila blizu 3%, in seveda to je imelo visoke inflatorne vplive. Zanimivo pa tudi to, kaj konkretno se je takrat močno dražilo, tako da sem šel pogledati malo v drobovje, kajti inflacija, veste, agregaten podatek, kaj je bilo v ozadju. Videl sem, da so se predvsem cene hrane močno podražile, torej v obeh 2 letih, mislim, da za 8 in pa kasneje za 10%, pa tudi cene v gostinstvu in restauracijah, hotelih so bile tudi v bistvu močno povečane. Tako da to je bil v bistvu ključen razlog takrat za dvig cen v tistih 2 letih. Torej, niti niso bili energenti tisti, ki so ključno vplivali na rast cen v tistem obdobju, ampak res nek vrh poslovne konjunkture, ki je pač vplival pri nas, da so cene nekako porasle bolj. In po tistem obdobju pa jasno, se je pa gibanje cen precej bolj umirilo. Imeli smo tudi nekako recesijo z dvojnim dnom in po tistem so se inflacijska gibanja precej umirila. Je pa zanimivo tudi to, zakaj so se umirila pri nas, pa so bile celo neko obdobje nižja kot v območju evra. Torej, velik pomen je imela tudi v bistvu sestava same inflacijske košarice in ga še vedno ima. Recimo, kje je ključna razlika med našo inflacijsko košarico in pa inflacijsko košarico tipičnega gospodinjstva v območju evra, je ravno pri stroških stanovanja oziroma povezanih stroških z vzdrževanjem, z ogrevanjem. Približno za 7 odstotnih točk je delež teh stroškov pri nas nižji kot v območju evra, in to je, ne boste verjeli, posledica zgolj tega, da smo pri nas pretežno lastniki nepremičnin, torej nikomur ne plačujemo najemnine, oziroma v dosti manjši meri slovensko prebivalstvo plačuje nekomu najemnino in posledično ima zaradi tega nekoliko nižje stroške in tudi najemnine v bistvu kljub temu, da so se pri nas povečale, kot rečeno, prispevek višjih najemnin ima zelo majhen učinek na končno inflacijo pri nas, kot pa recimo v območju evra. Zdaj, ko govoriš o najemninah, pa prej si omenil, kaj je vse vključeno v izračun inflacije, se pravi 70 tisoč cen, vse od živilskih do neživilskih artiklov so vključeni v izračun inflacije, zanimivo tudi najemnina. Ampak odkje podatki, kje črpa statistični urad podatke o najemninah, kajti najemni trg pri nas ni urejen, vlada totalni Teksas, celo GURS nima teh podatkov, niti finančna uprava, kje statistiki dobijo te podatke in kako verodostojni so konec koncev?
Imam odgovor na to vprašanje. No. In sicer sem ga pridobil s klicem na slični urad. Slični urad je v bistvu v zadnjem obdobju nekako spremenil komuniciranje z eksterno javnostjo, s tem, da v bistvu več ne vemo, kdo konkretno je odgovoren za neko podatkovno bazo, še vedno pa nekako nudijo dostop do pojasnil prek klica na centralno telefonsko številko. Torej, zakaj to govorim? Slični urad Republike Slovenije torej dela seveda v javnem interesu in vsak od nas ima pravico, da jih kontaktira in jih vpraša za pojasnila. Običajno so te ljudje zelo prijazni in tudi pojasnijo, kako v bistvu izračunavajo gibanje cen, na kakšen način. In veste, to je zelo heterogeno. Recimo, ne vem, če ste vedeli, ampak pri naftnih derivatih, konkretno oni 3-krat mesečno dobijo podatek od Agencije za energijo, ki z enotedensko zamudo te podatke zbira in potem pošlje podatek na statistični urad. Torej, te podatke nekako z zamikom potem prihajajo pri njih in posledično tudi to vplivalo na to, da smo mi mislili, da se bo dejansko oktobra že vrh inflacije dosežen, je pa dejansko bil novembra, kajti naftni derivati so tudi novembra še naraščali, deloma tudi zaradi tega zamika pri poročanju cen. Pri najemninah sem pa tudi vprašal, kaj je razlog za tem, je pa v bistvu so se neprofitne najemnine podražile, povečale in je posledično to vplivalo na dvig najemnin v mesecu novembru glede na predhodni mesec. Tako da pri vsaki pomembni zadevi je seveda pomembno vedeti, kaj je v ozadju, kajti to potem vpliva na to, kdaj konkretno statistika te podatke zajame in kdaj jih poroča. No, vse to bomo malce več kasneje še povedali, kar se tiče samih nepremičnin, cen, bla, bla, bla. Ampak, gremo se vrniti nazaj. Tukaj si rekel neprofitne najemnine, ampak vse vemo, kako funkcionira trg najemnin pri nas, tako da ta podatek niti ni v bistvu korekten, če smo čisto iskreni, ker najemnine pri zasebnikih rastejo res neverjetno hitrostjo in če bi ta podatek dejansko bil tudi vključen v izračun inflacije, bi bil mogoče tudi drugačen izračun. No, ampak da gremo se vrniti v leto 2008. Matej, jaz sem prepričana, da se ti kot vlagatelj, investitor zelo dobro spomniš tega obdobja bolečega, ko so se borze sklatile. Pa daj mogoče, se spomniš, kaj smo takrat počeli z našimi prihranki, z našimi portfelji, ko smo imeli neverjetno rast borznih tečajev do leta 2008 in hkrati tudi inflacija je takrat kar precej bila visoka. Ja, dejansko se je takrat inflacija pojavila tudi zaradi nafte. Recimo, nafta se je takrat precej podražila, mislim, da je presegla pač $100, če se ne motim tudi, oziroma je bila zelo blizu. Zdaj, ko je pa dejansko lahko ta obdobje označimo za tisto, kar sem prej omenjal. Šlo je za konec oziroma zaključevanje neke konjunkture. Obrestne mere so se že kar nekaj let dvigale in te dvigi vedno vodijo do nekih sprememb. Mi pač vidimo nek površje finančnega sistema, v ozadju pa dejansko obstaja cela vrsta finančnih instrumentov, pogodb, odnosov na kapitalskih trgih, kjer obrestne mere igrajo izjemno veliko vlogo. In pogosto s temi višanji se začnejo pojavljati določene razpoke in takrat se je dejansko ta razpoka pojavila na ameriškem nepremičninskem trgu oziroma na trgu hipotekarnih obveznic. Zdaj, če pogledamo, kam se v takem obdobju vlagatelji skrivajo, je dejstvo, da vsi bežijo v obvezniške naložbe oziroma v glavnem državne obveznice, ne zato, ker bi bile obrestne mere zanimive in donosi privlačni, ampak enostavno zaradi tega, ker se išče zadosti likvidno naložbo, ki omogoča hiter umik oziroma premik velikih količin denarja in to pač ponuja obvezniški trg. Nažalost, vsi ostali naložbeni razredi oziroma vse ostale naložbe, vključno z zlatom, so vsaj v začetnih fazah takih korekcij beležijo popravke. Zdaj, razlog je zato, ker predvsem vlagatelji v sklade, v najbolj tvegane sklade, začnejo z bežanjem iz teh skladov in skladi so dejansko prisiljeni prodajati svoje sredstva in pri tem
ne gledajo na to, ali ima za to kakšen potencial ali ne, ampak enostavno morajo vlagateljem vračati denar, posledično pa prodajajo vse naložbe. Tako da edino zatočišče takrat so obveznice, ki imajo zdaj izjemno nizke obrestne mere in si verjetno nihče ne predstavlja, da bi šel v nakup nekega takega instrumenta. Leta 2008, preden se je borza sesula, kljub temu, da smo imeli tako visoko inflacijo in tudi višje obrestne mere, vseeno ni bilo čutiti toliko tega strahu pred hiperinflacijo kot recimo danes. Zakaj je temu tako? Matej, mogoče, če lahko pojasniš na hitro. Se mi zdi, da takrat dejansko ni bilo tako vse splošnega draženja. Tukaj zdaj se kar nekaj stvari se je v trenutnih razmerah poklopilo. Bile so okrnjene določene letine, recimo žit, potem ESG direktive oziroma pomik k čistim virom energije so se zgodili in premik k električnim vozilom, kar draži določene surovine. Potem recimo ameriške banke so se zelo oziroma praktično povsem omejile od financiranja ameriške nafte oziroma pridobivanja nafte na celini. In to vse dejansko so sestavljanke današnje situacije in vse to pač vodi v višanje cen na splošno. Zadeve so zelo povezane. Pač mi vidimo recimo cene plina, ampak zdaj zaenkrat smo ugotovili, da je plin že zelo povezan z elektriko, ampak plin je tudi ena od poglavitnih vhodnih surovin oziroma energentov, ki se porablja pri pridelavi gnojil. In dražja gnojila pomenijo dražjo pridelavo pšenice in ostalih žit in to draži hrano in tako naprej. Tako da tukaj so se pojavile eno je ta bojazen, druga bojazen za razliko od leta 2008 je pa to, da enostavno vlagatelji še vedno mislijo oziroma so prepričani, da bo ves ta denar centralnih bank, ki se je v bistvu črpal v sistem, povzročil pač nek boom efekt. Takrat leta 2008 so dejansko banke šele začele z ekspanzivno monetarno politiko, zdaj ta ekspanzivna monetarna politika traja že več kot desetletje in določen del vlagateljev in finančne stroke verjame, da se bo enkrat ta ogromna količina denarja pač prelila v inflacijo oziroma da bo prišlo do inflatornih pritiskov. In zdaj vsa to splošno rast cen določeni dojemajo za to, da nek signal, da se to je začelo dogajati. Bojan, prej si omenil, da se cel svet ukvarja s povišano inflacijo, ampak ne čisto vsi, ne? Imamo Japonsko, ker je inflacija ta hip okrog nič. Gre v bistvu za zelo specifično situacijo. Oni imajo v bistvu nizko inflacijo oziroma deflacijo že desetletja. Glede na to, da se Evropa stara, na Japonskem ima izredno veliko starega prebivalstva, Evropa gre v to smer. Kaj to v bistvu pomeni za Evropo? Lahko pridemo tudi v ta scenarij, ki mu rečemo japonifikacija, oziroma ali se nam lahko zgodi stagflacija. Nekateri analitiki se bojijo stagflacije, ki pa pomeni višja inflacija in pa nizka gospodarska rast. Mogoče najprej pojasnilo, a bi se bolj želeli recimo ničelno inflacijo v tem trenutku ali pa si želimo to pretežno energetsko inflacijo, s katero se zdaj soočamo. Bi vsekakor rekel, da si bi bolj želel japonsko inflacijo, hkrati me pa čudi ta podatek glede na dejstvo, da vem, da so Japonci zelo velik neto uvoznik utekočinjenega plina in bi verjetno slej ko prej se moralo to odraziti tudi potem pri višjih stroškov proizvodnje energije na njihovem otoku oziroma otočju.
tako da tukaj bo verjetno v prihodnjih mesecih vseeno mogoče malo drugače, ampak kar bi rad povedal, da za zahodni svet, ki je pač pretežno neto uvoznik surovin in energentov, dejansko dvig cen teh surovin ni dobro znamenje, ni pa tako zaskrbljujoče, kajti danes so v bistvu cene energentov bolj globalno oblikovane, kot so bile kadarkoli. To je nekako logično. Seveda pa so razlike tudi vezane na stroške transporta, torej konkretno cene plina, zemeljskega so v Aziji celo nekoliko višje, kot so v Evropi. Na drugi strani pa recimo ameriška proizvodnja oziroma gospodinjstva, ki se ogrevajo za njihovim domačim zemeljskim plinom, pa seveda plačuje za to nižjo ceno, kajti imajo pač nižjo proizvodnjo ceno in tudi v bistvu strošek utekočinjenja pa prevoza je tisti, ki nekako odtehta to razliko med gibanjem cen na njihovem domačem trgu in pa tujem. Torej, zakaj o tem govorim? Govorim torej z vidika konkurenčnosti gospodarstva evropskega, torej z vidika konkurenčnosti izvoženih produktov, tako da vsaj z tega vidika nekako imamo podobne razmere kot azijski proizvajalci. Z vidika ameriške proizvodnje pa je pač ameriška proizvodnja trenutno v nekolikšni prednosti in to predstavlja deloma izziv za evropska podjetja. Hkrati pa seveda šibkejši evro, ki je vsaj v zadnjem času nekoliko upadel proti dolarju, je pa zopet na drugi strani dobra stvar za izvoznike iz evrskega območja in nekako deloma amortizira, kako bi rekel, dvig cen surovin, ki jih seveda ta podjetja morajo kupiti. Tako da vsekakor bi rekel, ta supply chain disruption inflacija oziroma recimo ponudbena inflacija je torej tista, ki bi morala biti začasna, ampak kot rečeno, lahko da ne bo začasna, nihče ni v tem trenutku dovolj pameten, da bi rekel, da je samo začasna, če bo vplivala na višje plačne pritiske, ampak moje mišljenje glede na to, da imamo tudi v bistvu strukturo organiziranosti zaposlenih v sindikatih v današnjem svetu precej drugačno kot pred 20 leti, bi moralo se tukaj nekaj bistveno spremeniti, da bi bila tudi plačni pritiski precej močni. Torej, trenutno vidimo plačne pritiske recimo v Sloveniji največje v gradbeništvu, pa v gostinstvu, kar je nekako logično, tukaj v bistvu v teh dveh sektorjih se najbolj soočajo z pomanjkanjem zaposlenih. Tudi dvig minimalne plače ima nadpovprečno velik učinek na dvig plač v teh sektorjih, kajti je tam zelo veliko prejemnikov nizkih plač. Ampak zopet v teh dveh sektorjih recimo je bila rast plač nekje na medletnem nivoju približno pri 8-9%, če pogledamo predelovalne dejavnosti, je pa rast nekje pri 6%. Ampak zopet ta rast niti ni tako močna, kot bi recimo lahko bila v preteklosti glede na Philipsovo krivuljo, tako da ECB predvsem gleda to Philipsovo krivuljo za te večje evrske države, torej a bo dejansko ta nizka brezposelnost dejansko vplivala na večje pritiske pri rasti plač in pa ali bo to v bistvu dvignilo inflacijska pričakovanja še za nekaj let naprej. In vkolikor bo temu tako, seveda lahko sledi neke vrste šok, tega ne moramo povsem izključiti, ampak kot rečeno, signale, ki jih moramo nekako gledati, je trg dela v bistvu predvsem na tem področju, kajti država, kot sami veste, pač ima možnost usklajevanja minimalne plače, vendar to nima velikega učinka na povprečno plačo, ima vpliv zgolj na tiste najnižje plače, ko dejansko država nima veliko orodij, da bi prisilila podjetja k dvigu plač. Trenutno je torej trg tisti, ki oblikuje rast plač v tistih sektorjih, kjer je to najbolj pereče. Dvomim pa, kot rečeno, da bi bil tukaj zdaj zelo nek pomemben premik pri sindikalni organiziranosti zaposlenih v Evropi, da bi torej to bistveno spremenilo gibanje plač in s tem tudi inflacijska pričakovanja. Dajmo se dotakniti napovedi. Matej, prej si omenil, da so ljudje leta 2008 bežali v obveznice. Zdaj, če pogledamo na obvezniški trg, zdi se, da ta ne verjame v inflacijo nad 3%, če gledamo obdobje 5 ali pa 10 let. Verjetno so še vedno pod vplivom odkupov centralnih bank. Ne vem, ti povej svoje mnenje. Nekaj mogoče so. Predvsem je pa verjetno dejstvo, da so obvezniški trgi precej bolj racionalni.
moramo vedeti, kdo so vlagatelji na obvezniških trgih. Ogromno je bank, zavarovalnic, pokojninskih skladov, ki držijo te naložbe dolgoročno. In njihovi premiki niso pač rezultat enomesečnega dogajanja na trgu, ampak so precej bolj premišljeni, vezani na ročnost obveznosti oziroma vse ostale mehanike, ki jo morajo zasledovati na svojih bilancah. Tako da je povsem razumljivo, da ni bilo nekih takih premikov in neke panike, in tudi v prihodnje ne pričakujem, da bodo drastični premiki, razen če bodo res signali, da bo inflacija vztrajala. Predvsem mogoče bi se to lahko zgodilo, če bi se recimo ameriška politika odločila reševati ta inflatorni pritisk in socialno problematiko z dodatnimi čeki za bencin oziroma da bi šli na strani povpraševanja z reševanjem te krize. To bi bil lahko signal mogoče za obvezniške trge, da gre v bistvu, da se razmere vrtijo v napačno smer in da dejansko lahko pridemo do bolj dolgoročnih inflatornih pritiskov. Na drugi strani je pa dejstvo, da dolgoročno gledano moramo upoštevati nekaj dejavnikov. To se pravi, prebivalstvo se stara, in če se stara, ne pomeni, da mi ne rabimo več 2 avtomobila, ampak samo en na družino, mogoče nobenega, ne. Potem imamo tukaj tehnologijo, ki stalno vodi v padanje cen, sploh robotizacija, ki je precej zdaj v razmahu. Potem so pa tukaj še drugi dejavniki, recimo zadolževanje, vidimo zadolževanje držav, zadolževanje privatnega sektorja. To je vsa potrošnja, ki se zgodi v bistvu, dejansko gre za prihodno potrošnjo, a ne. To so vsi nakupi, ki smo jih opravili danes, namesto da bi jih nekoč v prihodnje, in odplačevanje tega dolga je dejansko ima deflatoren vpliv dolgoročno. Tako da tukaj je veliko teh dejavnikov, ki so dolgoročno pomembni za vlagatelje, ki so na obvezniškem trgu 10, 20, 30 let. Pa tvoj pogled, Bojan, kje bo inflacija čez par let? Kakšne so napovedi analitikov? Nekaj se mi je omenjal, da so bili neki, spomnim se točno, neka skupina analitikov presenečeni na trenutno inflacijo in da so pač dali neke napovedi za naprej, če se sprav spomnim. Tako je, v bistvu so dvignili dolgoročne napovedi nekje na 1,9%. Jaz bi rekel res, da trenutno smo vsi res pod vtisom dviga cen energentov. Tukaj je plin tisti, ki je pač ključno prispeval tudi podražitvi električne energije, ne? In zelo težko je pač predpostaviti, do katere mere so te vplivi dolgoročni. Kot je že te omenil, res ta energetska transformacija, torej drugačna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, dejansko zahteva zelo veliko sredstva, tako da del zelene inflacije v prihodnosti si lahko obetamo. Mogoče ne tukaj navržem še eno stvar, torej tudi načrt za okrevanje in odpornost. To niso povsem nepovratna sredstva, to so sredstva, katera se je pač Evropska unija izposodila na mednarodnih trgih in jih bo v prihodnosti vračala na podlagi določenih davkov. Nekako je že opredelila, kateri bi te davki bili. Recimo konkretno davek na finančne storitve, potem bi omenjen tudi sprememba davka na obdavčitev podjetij. Tako da tukaj si lahko obetamo na tej evropski sistemski ravni tudi, kako bi rekel, del nekih novih davščin, ki jih bo nekako slovenska nacionalna država zgolj pobirala in bodo dejansko nakazani v skupen evropski proračun za namen pa spodbujanja skupne transformacije našega gospodarstva. Tako da del zelene inflacije bo z nami še ostal, tudi po temu, ko se bodo verjetno cene energentov verjetno v letu 2 umirile. Na kratek rok pa vsi vemo, da je precej nehvaležno ocenjevati gibanja cen tako nafte, kot smo zdaj ugotovili, celo električne energije in plina. V preteklosti je vsaj veljalo, da vsaj pri električni energiji
so bile cene bolj stabilne, zdaj v bistvu tudi ta paradigma se je močno spremenila. Pri nafti pa se, kot rečeno, ne moremo biti nikoli presenečeni, lahko v bistvu neko geopolitično tveganje v določeni državi bistveno spremeni to enačbo in zgolj majhen odstotek z manjše proizvodnje, kot veste, lahko potem vpliva na dvig cen. In seveda potem je pritisk na politiko zelo visok, kot je Matej omenil, in glede na to, da praktično v fiskalni politiki, v fiskalnem upravljanju danes nihče noče nekako nič slišati, kot preprosto pomeni, da ima pač politika proste roke ukrepanja. In tudi jaz, verjetno na njihovem mestu, bi se verjetno kdaj odločil tako, da bi pač poskušal to breme omiliti z nekimi voucherji, mogoče za znižanjem trošarin ali pa DDV-ja začasno na te proizvode. Pač na ta način nekako so vse breme za gospodinjstva znižuje, seveda pa hkrati to pomeni neko dodatno povpraševanje, dodaten inflatorni pritisk. Tako da, ja, predvsem spremenjena fiskalna politika je tista, ki je zame en velik izziv. Tudi ta nova nemška koalicija kaže, da bo ubrala določene inovativne poti, kako nekako ubežati fiskalnem pravilu. Tako da bojim se, da bodo še številne druge države pač poiskale inovativne načine, kako ubežati svojim fiskalnim pravilom. In potem, kot veste, pridemo do neke situacije, ko dejansko povpraševanje se spodbuja na različne načine, mogoče tudi na napačen način, in posledično to lahko dvigne inflatorno pričakovanje. Tega ne moremo povsem izključiti. Tako da z mojega vidika, se pravi, kar pozorno spremljam, je predvsem to, kakšno bo spremenjeno fiskalno upravljanje v Evropi. Pogovori o tem potekajo, ampak kot rečeno, zelo pozorno je treba spremljati, kako se bo to spremenilo, do katere mere bo to zavezujoče, ali bo zavezujoče za vse države, ali bodo dosledni samo do majhnih držav. Tako da to je v bistvu tako z mojega vidika kar ena pomembna zadeva, poleg seveda to, da pač tekoče dinamično opazujem, kaj se dogaja pri gibanju plač v Evropi. Ja, se mi zdi, da imamo res to desetletje pravih inovacij na finančnem trgu. Vse se je začelo z norim tiskanjem denarja, vse od leta 2008, ko so centralne banke s poceni denarjem dobesedno poplavile trg. Tako da ja, mene ne presenečajo vse te inovacije. Bi me pa zanimalo, ali v tem okolju lahko pride do recesije. Danes se sploh ne govori o recesiji, kot da pač je to nek nemogoč scenarij. Matej, kaj ti misliš o tem? Ja, absolutno, vedno lahko pride do recesije. V zraku je ne samo inflacija, tudi geopolitična tveganja, deglobalizacija in podobno, tako da to so vsi dejavniki. Je pa običajno tako, da če bi do recesije prišlo, bi prišlo tudi do zmanjšanja pritiska na povpraševanje, oziroma bi se tudi povpraševanje zmanjšalo in s tem inflatorni pritiski. To bi bil pa spet prostor za centralne banke, za nove inovativne ukrepe, ki bi vsaj omilili recesijo, če jo že ne pač poizkušali preskočiti. Ja, seveda, pač trenutno se soočamo še vedno, kako bi rekel, z omejenimi dobavami ključnih surovin, izdelkov, počasnejšim gibanjem ladijskega pretovora. Konkretno pri zadnjem vidim, da so se zadeve malo spremenile, malo izboljšale. Na drugi strani so tudi kazalniki nabavnih menedžerjev v teh glavnih državah še vedno ostali kar visoki, presenetljivo visoki, torej to so bili anketni vprašalniki narejeni konec novembra, v začetku decembra. So tudi meni malo presenetili, pričakoval sem, da bo malo več zaskrbljenosti ali pa slabšanja določenih komponent pri indeksu nabavnih menedžerjev, ampak še vedno kar dobro kaže, kar se tiče tudi novih naročil za poslovanje in podobnega. Tako da trenutno nič ne kaže, da bo temu bilo tako. Seveda pa te zadeve se lahko hitro spremenijo, bi pa se verjetno hitro spremenile, predvsem, če bi se uresničilo neko geopolitično tveganje. Mi konkretno pač pozorno spremljamo situacijo v Ukrajini, situacijo v Južno-Kitajskem morju, torej to sta dve ključni nevralgični točki. Potem seveda tudi Irak je v bistvu ena izmed takih področij, kjer se to lahko zgodi. Hkrati bi pa vseeno, če pogledamo malo zgodovino, povedal, da verjetno so se kakšna taka velika geopolitična presenečenja uresničila, predvsem takrat, ko jih nekako redko kdaj nihče ni predvidel. Tako da
Zdaj pa konkretno se o teh stvarih precej močno pogovarjamo. Dejansko vidimo, da nekdo te novice pošilja v mednarodni tisk, posledično zmanjšuje verjetnost, da bi se ta tveganja realizirala. Vseeno pa govorimo o teh tveganjih, ki jih pač bomo pozorno moramo spremljati v naslednjih 5 do 10 letih in imajo pač lahko vpliv tudi na to, da se lahko konjunktura zelo hitro poslabša. Ampak zopet ponavljam, fiskalna politika je pokazala, da je pripravljena recimo na te izzive dosti bolje nasloviti kot v preteklosti. Kot rečeno, že pandemija je bil tisti game changer, ki je precej spremenil nivo razumevanja fiskalnega upravljanja na nivoju EU-ja. Bolj je, kot rečeno, bolj izziv v tem, da imajo mogoče države zelo veliko manevrskega prostora, da lahko na različne načine podpirajo gospodarstva. In če seveda zelo veliko damo poudarka domačemu povpraševanju, mogoče premalo poudarka pa drugim segmentom gospodarstva, kot so izvozniki, potem seveda lahko to predstavlja nek izziv za konkurenčnost na nekem srednjem roku tudi za naše gospodarstvo. Gremo pogledat posamezne naložbene razrede, ki so zgodovinsko gledano veljali za dobro zaščito pred povišano inflacijo. Predlagam, da gremo kar po vrsti. Zlato, trenutna cena je $1780 za trojansko unčo. Videli smo kar neke akcije na tem trgu, mesec nazaj je bila cena 100 višje. Matej, kaj nas je zgodovina naučila in ali to velja tudi za današnje čase? Je zlato dobra varovalka pred povišano inflacijo? Je in ni. Zdaj razlog je zato, ker na koncu vsi naložbeni razredi pod črto tekmujejo z depoziti. In tudi zlato, ki se jemlje kot varna naložba, je na koncu bo vlagatelj vedno razmislil, ali kupim zlato ali vzamem depozit. In tukaj pomembno vlogo igrajo obrestne mere. Zdaj, če bo inflacija precej nad obrestnimi merami, potem vlagatelji so se historično odločali za nakup zlata oziroma je zlato beležilo ugoden trend. V primeru pa, da ni neke pomembnejše razlike oziroma obrestne mere zgolj sledijo inflaciji, potem pa zlato nima najboljšega obdobja. Tako da v tem trenutku inflacija precej presega za trenutne obrestne mere centralnih bank. Je pa dejstvo, da vlagatelji sedaj so že začeli pričakovati višanje obrestnih mer in posledično je to tudi se odrazilo na to, da nismo videli nekega močnejšega trenda na zlatu. Če bi recimo nek vlagatelj želel na vsak način investirati v zlato, kaj mu priporočaš oziroma odsvetuješ? Predvsem je pomembno, ali gre zdaj tukaj za kratkoročno ali dolgoročno odločitev. Kratkoročna odločitev oziroma kratkoročna stava na zlato je absolutno smiselna na finančnih trgih preko ETF-ov oziroma skladov, ki vlagajo v fizično zlato. V primeru pa, da gre za neko dolgoročno diverzifikacijo, se pa najdejo tudi načini, kako kupiti fizično zlato, ki je v paketu hranjeno tudi že v sefu, medtem ko recimo je nakup fizičnega zlata in hramba doma ni najbolj pametna. En razlog je to, da so te spredi oziroma razlika med nakupno in prodajno ceno izjemno visoka. Druga stvar pa je, da moramo poskrbeti za varno hrambo zlata oziroma plemenitih kovin, kar je tveganje, če imamo to shranjeno doma. Mogoče bi tukaj samo dodala, ko omenjaš te naložbe oziroma nakup fizičnega zlata, ki je že shranjen v sefu, lahko omenimo tukaj eno spletno stran, in sicer bullionvault.com, bom dala tudi v opisu te epizode. Bi pa rada tukaj še enkrat povedala, da leta 2011, ko smo imeli noro rast cene zlata, da smo takrat celo zaznali povečano število vlomov v stanovanja, v hiše. Se pravi, je bila korelacija med rastjo ceno zlata in
vlomi. Zadnje statistike, ki sem jih dobila od policije, pa tega ne kažejo. Tako da mogoče ljudje vse ne hranijo več zlata doma in so ga leta 2011 mogoče v celoti prodali. Bojan, imaš ti kakšen poseben odnos do zlata? Osebno ne, ampak pač rad bi sam povedal, da glavnina prihrankov v Sloveniji ima starejša generacija in seveda oni pač nekako drugače dojemajo te naložbe. Kot veste, Slovenci zelo cenimo nepremičnine, depozite, pa rekel bi tudi določene mere plemenite kovine, vseeno jih lahko vzamejo ljudje v roke, jih lahko nekako fizično prenesejo, imajo boljši občutek, ko nekako verjetno spijo z njimi ali pa v njihovi bližini. Ali pa celo, če so v sejfu, no, dejansko se počutijo drugače, kot pa če so nekje na nekem finančnem računu. Tako da z nekega vidika razumem tudi te ljudi, no, ki se pač na ta način lotevajo prihrankov. Povsem razumem, pač to je del njihove naložbe in so pač pripravljeni tudi, kako bi rekel, te višje stroške ali pa tveganje od tujitve tvegati torej tudi z nakupoma, ne. Pri mlajši generaciji bi pa rekel, no, da je pa tudi normalno dosti več zanimanja za kriptovalute. Bitcoin tudi pravijo digitalno zlato, ne? Tako da verjetno res dojemanje del naložbene publike v tem kontekstu, da je to neko digitalno zlato. Kako se pa res Bitcoin obnaša pa druge kriptovalute, koliko bi prišlo recimo do nekega zloma na finančnih trgih ali pa popravka karkoli, je pa res vprašanje, na katerega res težko verjetno odgovorimo. Ja, jaz moram priznati, da se delno strinjam zaradi tega, ker se mi zdi, da če smo vlagatelj, da vseeno moramo narediti domačo nalogo in v bistvu upoštevati vse stroške, zdaj, da spimo z zlatom v postelji, pač mogoče z vidika nekega občutka, ker se lahko dotaknemo, ampak z vidika same smiselnosti potem v investicijo je pa to zelo vprašljivo, ker so stroški res noro visoki in vsak strošek ti znižuje donosnost oziroma smiselnost te naložbe. Gremo, ker si napeljal, zdaj ne vem, zdaj sem v dilemi, ali bi začeli z Bitcoinom ali z nepremičninami. Okay, gremo najprej z Bitcoinom, digitalno zlato. Dogajanje na kriptotrgu oziroma prav z Bitcoinom je neverjetno. Trenutno se cena giblje okoli 50,000, ko bo podcast izšel v četrtek, danes je torek. Vprašanje, kje bo cena? Cena je v samo enem mesecu upadla za 27%. Malce nenavadno za digitalno zlato, imamo višjo inflacijo, cena Bitcoina pade. Kakšna je zdaj tukaj povezava, kako je digitalno zlato primerno za v bistvu zaščito pred inflacijo? Matej, kakšno je tvoje mnenje? Z vidika mehanike je, ker imamo pač omejitev ponudbe, saj če gledamo zdaj Bitcoin, če vzamemo kot kriptovalute na splošno, je ponudba raste. Vseh valut to ni omejene ponudbe, tako da težko govorimo na splošno, da je to zaščita pred inflacijo, ampak če se omejimo samo na Bitcoin, je pa sigurno neka logika je, da je ponudba dolgoročno omejena, podobno kot pri zlatu. Zlato je dejansko funkcijo zaščite pred inflacijo, je logika v tem, da ga ne moramo ponarejati in da ekonomsko smiselno povečevati proizvodnjo zgolj 2 do 3% letno, recimo, kar pomeni, da ne more priti praviloma do nekega izjemnega povečevanja količin. In to funkcijo imajo tudi kriptovalute. Je pa dejstvo, da so Bitcoin in vse ostale valute postale del portfeljev hedge skladov in v trenutku, ko so institucionalni vlagatelji še posebej najbolj pač tveganju naklonjeni, vpletajo na trge, zadeve postanejo precej korelirane oziroma se zelo podobno začnejo gibati kot delniški trgi oziroma najbolj tvegan segment delniškega trga. In to je tudi posledica teh premikov v zadnjih tednih. Je pa težko reči, kako se bo Bitcoin obnesel dolgoročno, ker nažalost pač nimamo zgodovine, da bi na podlagi tega lahko sklenili neko hipotezo.
Ja, zlato je v bistvu neka naravna dobrina. Narava je ustvarila zlato, medtem ko Bitcoin je pa ustvaril nek človek ali skupina ljudi z neko kodo. Zdaj, ko govoriš o omejenosti, pač govorijo, da je Bitcoin omejen, narudarili naj bi Bitcoine do leta 2100 nekaj, ampak glede na to, da hekerski napadi se dogajajo, da se kode spreminjajo, se pravi, se lahko tudi ta v bistvu koda mogoče enkrat v prihodnosti spremeni in kar čudežno nastane še nekaj milijonov, 100 milijonov Bitcoina. A je to, mislim, je ta scenarij možen? Zdaj, to je čisto hipotetično, ampak to ni produkt narave, mati narave, zemlje. To je človek ustvaril. Ja, je možno, lahko se marsikaj spremeni, kljub temu, da se reče, da se ne bo, in tudi na zlatu se lahko marsikaj spremeni. Tudi na zlatu smo v preteklosti videli v Ameriki, da je država zahtevala, da se zlato da v državno last, da se v zameno dobi dolarje in tako naprej. Tako da ni, ko enkrat spremljaš zgodovino in vlečeš neke vzporednice, vidiš, da je še tako nemogoča stvar, obstaja neka vsaj minimalna verjetnost, da se zgodi. Okay, a gremo na nepremičnine? Bojan, ti si jih že omenil. Sten se lahko dotaknemo, stene znajo biti zelo hladne, trenutno so zelo drage. 3300 € za kvadratni meter rabljenega stanovanja v Ljubljani. Cene rastejo po celi Sloveniji in povprečju v Sloveniji so tudi pošteno se okrepile. Novogradnje dosegajo res neverjetne rasti. 5, 6, 7, 8 tisoč € za kvadratni meter, gradbene storitve se dražijo, materiali se dražijo, obrtniške storitve se dražijo. Kam pelje ta vlak? Kaj bomo čez kakšno leto kupovali rabljena stanovanja po 5 tisoč € na kvadratni meter? Bojan, kakšno je tvoje mnenje? Jaz mislim po osnovnem scenariju, da cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji lahko še naraščajo, sploh v večjih središčih. Predvsem povezano z tem, da imajo gospodinjstva zelo veliko prihrankov, vidijo v tem tudi neko varčevalno komponento, hkrati pa seveda tukaj mi nismo nek outlier glede na ostale evropske države, tudi drugje v bistvu se cene še vedno krepijo. Tukaj je zelo veliko odvisno tudi od obrestnih mer, od trga dela, plač, tudi od razpoloženja. Tako da hkrati pa vemo, da ponudbo na kratek rok ni mogoče tako hitro zgraditi. Celo pri gradnji nove ponudbe smo pri nas običajno počasnejši kot so v drugih državah. Hkrati pa vseeno moramo si priznati, da so v številnih evropskih državah tudi v bistvu zamiki pri gradnji novih projektov dosti večji, kot so bili pred 20 leti. Torej posod se nekako regulacija prostora povečala. Posledično se moramo zavedati, da ko govorimo o višjih cenah nepremičnin, govorimo o v bistvu nekako obsegu nepremičnin v skupnem znesku, recimo 1% vseh nepremičnin na leto ali pa 0,5%. In seveda za tisti delež se vedno najdejo v bistvu lahko določeni kupci, ki so pripravljeni plačati nekaj več. Tako da predvsem je tukaj, kot rečeno, veliko odvisno od trga dela, tudi od obrestnih mer, torej od možnosti zadolževanja, in če se ena od teh dveh stvari spremeni, se lahko tudi tukaj cenovna gibanja spremenijo. Vseeno, kar nas je naučila zgodovina, je vsaj v Sloveniji so bila cenovna gibanja pri nepremičninah manj volatilna kot pri drugih naložbenih oblikah. Hkrati pa je bila tudi drug izziv, drug problem, da je pa nekako likvidnost tudi v določenih obdobjih bila precej nižja, torej posledično, če je želel vlagatelj v drugem obdobju prodati nepremičnino, verjetno mora sprejeti celo nižjo ceno od takratne tržne. Tako da tukaj je zelo veliko tudi odvisno, do katere mere trg v bistvu je vzpostavljen. Recimo en primer bi dal lahko irski nepremičninski trg, pa ga primerjal z slovenskim. Na Irskem dejansko so cene nepremičnin zelo močno upadle, potem so zelo močno zrasle. Če pogledamo pa Slovenijo, so pa ta cenovna gibanja, kako bi rekel, zelo blaga napram temu, kar bi sicer pričakovali. Izviralo pa to veliko tudi od tega, do katere mere država ščiti lastnike pred neko deložacijo. In tukaj moramo res reči, da na tem segmentu v Sloveniji res izstopa, da je zelo malo
bilo narejenih deložacij, posledično pač ljudje, tudi vkolikor nekako niso plačevali obrokov, so dejansko lahko ohranili streho nad glavo. Pustimo nekaj medijsko-dnevnih primerov, ampak to so dejansko preveljiva dejstva, tako da tukaj dejansko nekih šokov, vsaj tudi v bodoče nekako ni pričakovati. Kaj pa ti praviš, Matej, je nepremičnina dobra varovalka pred povišano inflacijo? Ja, pač pri nepremičnini je tako, da je vedno je ključna ta lokacija in pa kakšna je monetizacija nepremičnine. Ne. Zdaj, če imamo ugodno lokacijo, če lahko oddajamo, potem bo tudi v primeru naraščajočih cen ta naložba pač imela svoj donos oziroma bomo lahko višali svojo ceno. V primeru pa, da pograbimo neke B lokacije samo zato, ker je ceneje, potem pa ni nujno, da jo bomo lahko oddali in obenem bomo pa morali plačevati obveznosti do banke, če seveda to financiramo z dolgom. Bi pa tukaj bi se navezal na enega od prejšnjih odgovorov, da je ravno pač te visoke cene nepremičnin, visoko zadolževanje ljudi oziroma visoki zneski za kredite, vse to bo omejevalo prihodnjo potrošnjo. V primeru, da recimo ne bo prišlo do dviga plač v Sloveniji, ima lahko marsikdo zaradi visokega dolga za hišo, za stanovanje, omejitve pri nakupu avtomobila, pri počitnicah oziroma počitniških aranžmajih in podobno. Tako da vse te današnje odločitve imajo vpliv na prihodnje povpraševanje. To je bil pa zelo dober point in to vse vpliva na gospodarsko rast, posledično. Mogoče, Matej, tukaj lahko še omeniva sklade, ki kotirajo na borzi, rejte, a bi mogoče lahko tudi tukaj dala kakšen nasvet vlagateljem, ki ne želijo kupiti fizične nepremičnine in se ukvarjati z najemniki? Ja, sigurno rejti so instrument, ki pomaga diverzifikacijam, pa tako kot smo že večkrat omenili, trenuten svet ima preveč dejavnikov in nihče ne zna točno določiti, kakšen bo potek inflacije. Tako da absolutno so instrumenti ETF-i vezani na nepremičnine, vezani na obveznice, ki nudijo zaščito pred inflacijo. ETF-e, pač, kot smo omenili, so tudi na zlato in podobno, ampak vse to pač morajo biti le del nekega skupnega portfelja, ker v današnjem svetu, ki mu vladajo centralne banke in številni zunanji faktorji, nihče ne more točno določiti, kakšna bo pač prihodnost in je smiselna ta diverzifikacija v različne naložbene razrede. Ja. Mogoče bi tukaj izpostavili še delnice specifičnih podjetij, mogoče so zanimiva, marsikdo špekulira, saj veste, da smo vlagatelji, nekateri vlagatelji so špekulanti in poskušajo uloviti vroče zgodbe. Tudi tukaj se da kar nekaj uloviti vročih zgodb, zlasti podjetja, ki se ukvarjajo z naravnimi viri, znajo biti mogoče za marsikaterega vlagatelja trenutno zanimivi, mogoče lahko izpostavimo kakšno konkretno naložbo. Pa prej smo omenjali nafto in podobno. V bistvu govorimo o umazani panogi. Recimo Exxon, pa Shell, BP, Royal Dutch so recimo za marsikoga zainteresantni. To je ta umazana panoga. Kaj zdaj to, kako to paše v kontekst celotnega ESG-ja, o katerem se stalno govori? Mogoče Bojan, ti, ki si omenjal že tranzicijo, pa Nemčijo, pa njihove pa volilne obljube, kako bojo spremenili v zeleno Nemčijo. Jaz pravim, zelo težko komentiram individualne naložbe, ampak kot rečeno, vsako podjetje od teh naštetih, ki je na zahodu, ima sedež, bo moralo oziroma že sledi tem ESG zavezam. Hkrati pa sam vem, da so pač podjetja lahko pri teh zadevah tudi zelo inovativna. Torej lahko dejansko sodelujejo z nekim partnerjem v joint ventureju, ki dejansko poskušajo nasloviti tudi del povpraševanja, ki ga trenutno ne morejo več izvajati.
Tako da podjetja vedno lahko najdejo neko možnost, ne bom rekel izigravanja, ampak tako bom rekel, vkolikor se bo še vedno splačalo v bistvu fosilna goriva izkoriščati, verjamem, da bodo družbe našle način, da ga bodo še vedno izkoriščale. Če to ne bo zahodna družba, ki zaradi ESG-ja ne bo smela, bo to kakšna na trgih v razvoju. Tako da tukaj sem vseeno prepričan, da bomo s to dihotomijo nekako še nekaj časa vztrajali. Torej, ključen problem, izziv ni v tem, da je zahodna populacija mogoče že tako bogata, da bo zmanjševala, če dvomim, porabo blaga na prebivalca. Gre se bolj za to, da imamo okrog 5-6 milijard ljudi po celem svetu, ki si nekako želijo živeti tako kot mi. In vkolikor se bodo njihovi sistemi izboljševali s časoma, bo seveda tudi to imelo potem vpliv na večje povpraševanje po resursih. Tako da jaz mislim, da bomo v bistvu po vseh resursih povpraševali še kar nekaj časa močno. Ključno bo v bistvu verjetno moment takrat, ko se bo svetovna rodnost začela zniževati. Običajno pa se začne zniževati takrat, ko dejansko se blaginja poveča tudi v državah, ki so v bistvu trenutno zelo revne. Potem tudi s časoma začne rodnost upadati in potem se bomo verjetno soočali z nekimi drugimi izzivi. Matej, tvoje mnenje, konkretne delnice, si upaš kakšno izpostaviti? Neposredno ne bi izpostavljal, bi pa rekel, da se recimo že zadnji tedni so na surovinskih trgih pokazali, katere surovine so lahko mogoče v prihodnje res inflatorne. Recimo videli smo precejšnje padce na nafti, na železu, na jeklu, na aluminiju recimo tudi, med drugim nikelj, baker, to se pravi kovine, ki so vezane na elektrovozila, na tako imenovano čisto energijo, so se v redu držala in tukaj je nek dolgoročen potencial. Kljub temu recimo, da mislimo, da bo inflacija, sta te dve kovine in pa še druge, kobalt in grafit in podobno. To so surovine, ki bodo pomembne pri tem prehodu na brezogljično gospodarstvo. In tukaj je pa nek potencial. Tveganja absolutno obstajajo, bodo pa ta rudarska podjetja imela neko prednost pred recimo naftnimi podjetji, ki bodo morala najti neko rešitev za presežno proizvodnjo. Še vedno bomo pa jasno to potrebovali. Vemo, da potrebujemo in asfalt, in izolativne materijale, in plastiko in podobno, tako da prostora za porabo nafte ne bo zmanjkalo pač čez noč. Zanimivo. Mogoče zdaj za konec še nasvet, kaj ne naredi nek vlagatelj ali pa nek posameznik, ki ima nekaj denarja v obdobju 2, 3, 4 let, kam s tem denarjem? Na bankah nam računajo ležarine na večje zneske, imamo inflacijo, imamo nore donose oziroma nore rasti na borzah. Kam z denarjem v obdobju 2 do 3 let? Taka zanimiva dilema, ne? Mogoče Bojan, če lahko ti poveš svoje mnenje. Kaj boš ti počel s svojim denarjem? Jaz bi samo mogoče rekel, da dejansko aktualnih naložbenih nasvetov res težko dajem. Tudi posamezniki se soočamo z različnim stanjem, tako prihrankov kot v bistvu svojih drugih osebnih okoliščin. Mogoče bi najbolj povzel en stavek moje razmišljanje: previdnost ni nikoli odveč. Kaj več od tega pa res ne bi želel povedati. To si zelo lepo povedal. Tudi mi vedno svetujemo, da je treba biti zelo previden, ko se odločamo za naložbe, sploh pa mora biti te v skladu z našim profilom tveganja, koliko smo nagnjeni k tveganju, ne? Tako da, Matej, še ti povej. Ja, verjetno nek splošen nasvet je, da mora biti, da so se v zadnjih letih bolj izkazala zahodna gospodarstva, razvite ekonomije, tako da ETF-i tukaj ponujajo možnost za relativno ugoden način diverzifikacije portfelja. Predvsem bi pa svetoval, da recimo razne te
tako imenovane stave oziroma predvidevanja, kot smo jih omenjali, recimo rudarska podjetja recimo za nikelj, za bakar, pa recimo podjetja v robotizaciji, ki imajo pač potencial, da predstavljajo nek dodatek k temu portfelju, ne da se v bistvu odločamo za celovit skok oziroma all-in investicijo v posamezne panoge, v kriptovalute in pač podobne manjše segmente trga. Pač te zadeve so zelo tvegane. Že sama korona je dokaz, da se res lahko zgodi na tem svetu praktično karkoli, in škoda je pač, da tvegamo vse svoje prihranke in stavimo samo na enega konja. Se strinjam. Pomembno je, da razpršimo prihranke oziroma naše naložbe, ne stavimo na enega konja. To je nekako naša mantra, se mi zdi, skozi celotno to serijo epizod, ki smo jo naredili, vezano na investiranje. Bojan, Matej, hvala za super debato. O inflaciji bomo še govorili. Tema je, kot je rekel Warren Buffett, red hot. Hvala. Hvala, Marija. Hvala, da imam žive. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marija@businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Spremljajte nas na YouTubeu, TikToku, Instagramu, LinkedInu, povsod smo. Naročite se na MoneyHow. Zelo bom vesela, če boste posredovali informacije o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom, učiteljem, ravnateljem in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!